Drage študentke in študenti, spoštovane sodelavke in sodelavci, v mesecu teme, kjer nas na vsakem koraku zaslepi luč, želim, da bi se uspeli zazreti v obličje drug drugega. Številni dogodki, ki nas spremljajo na poti do božičnega praznovanja, bi nas morali utrjevati v zavesti, da smo drug drugemu prinašalci prave luči. Najprej vi, študentke in študentje, prinašate življenje in upanje za prihodnost. Vi, sodelavke in sodelavci, pa tisto trdnost, ki ga potrebuje vsak nov začetek. Z veseljem kot dekan Teološke fakultete gledam to prepletanje mladosti in izkušenosti, ki je z letošnjim letom še bolj bogato, saj so naši hodniki veliko bolj polni, kot so bili pretekla leta. Hvala vam za zaupanje in sodelovanje v preteklem letu. Adventni čas pa nam sam po sebi govori, da je to vedno le pričakovanje, slutnja za še bolj povezano in ustvarjalno prihodnost. Ko bomo v miru in blagostanju praznovali božične praznike, ne pozabimo, da Bog postaja človek revščini in osamljenosti. Zato nas njegovo učlovečenje vabi, da z odprtimi očmi hodimo po svetu in delamo za dobro vseh, posebej še tistih, ki so prezrti. Pogled na sveto družino, ki vsej milini božičnih pesmi gane vsako srce, naj nas odpre za še večjo zavzetost pri našem delu in pozornosti do drugih. Ne pozabimo pa tudi na svet, ki kliče po sporočilu miru. Vsaj mi ga živimo in pričujmo tam, kjer živimo. Naj nas angelsko sporočilo, da nam je rojen vladar miru, spremlja v teh dneh. Hvala vam za vaš prispevek k življenju in delu Teološke fakultete in verjamem, da bomo v novem letu še bolj polni življenja. Želim vam globoko praznovanje božične skrivnosti in obilo blagoslova v novem letu.